tako enostavno, da težko dojame, ampak cvetne esence oziroma kapljice uporabljajo milijoni ljudi po celem svetu že več kot 100 let. Toliko časa je namreč že minil, odkar je dr. Edvard Bach, angleški zdravnik, ustvaril sistem 38 cvetnih esenc, ki jih še danes poznamo pod imenom Bachove esence. Želja dr. Bacha je bila, da najde enostaven način, s katerim bi si vsak posameznik lahko sam pomagal pri preprečevanju bolezni, tistih težkih fizičnih. Dr. Bach je namreč ugotovil, da čustveno in pa mentalno ravnovesje posameznika bistveno vplivata na nastanek in pa potem tudi potek bolezni. Danes na znanstven način odkrivajo povezanost uma in duha, dr. Bach ga je pa pred 100 leti odkril z opazovanjem in pa logičnim povezovanjem in sklepanjem. Bach je odgovor na porušeno ravnovesje čustev in pa duha našel v naravi. Odkril je namreč, da življenjska sila rastlin, njihova esenca, pripomore k ponovni vzpostavitvi ravnovesja. In tako je nastal 38 cvetnih esenc, ki pokrijejo skoraj vse težave človeške psihe. Ste kdaj zmedeni glede tega, kaj čutite? Kaj je toliko enih čustev, da jih ne morete predelati in jih zato rajš skrijete z enim nasmeškom, ali pa jih poskušate zatreti s hrano, pasjanso ali pa drugimi igricami, mogoče celo bolj zasvajajočimi substancami. Ali pa enostavno ne razločite več, katero čustvo je katero, ker v vas vre prava čustvena čorba. S svojimi težavami pa v bistvu nočete obremenjevati drugih, zato vse skupaj raj potlačite. Če vam je kaj znanega v tem, potem je tale esenca prav za vas. Prvi je repik oziroma agrimoni po angleško pod številko 1. To je esenca za vse tiste, ki imajo v sebi cel kup čustev, pa jih ne upajo izraziti oziroma si ne dovolijo teh čustev pokazati svetu. Na obraz dajo nasmešek in vedno odgovorijo, vse je v redu. Poznate koga, ki se vedno smehlja, vedno smeji, ne glede na to, kakšna čustva se odvijajo v tej osebi. In veste, da nekaj ni v redu, pa oseba to zanika. No, to je tipičen primer za tiste, ki potrebujejo esenco repika. To je tudi takrat zelo primerna esenca, ko ne vemo, kaj nas žuli, ko je cel kup enih potlačenih čustev, ki jih potem navzven na nek način kanaliziramo skozi substance. Se pravi, to je takrat, ko ljudje posežejo po alkoholu, zato da bi umirili ta notranji čustveni vihar. Tako da esenca agrimoni oziroma repik je super esenca za vse vrste odvisnosti. Se pravi, vse odvisnosti od zunanjih substanc, pa v končni fazi od vsega, kar preprečuje, da bi slišali sami sebe. To so tudi ljudje, ki recimo se jim more skozi nekaj dogajati in ne morejo biti niti trenutka sami, zato ker če bi bili sami, bi se morali soočiti s svojimi čustvi. Tako da esenca agrimoni oziroma repik prav to naslavlja in pomaga pri razreševanju tega notranjega nemira, ki je miks vseh čustev, ki jih ne znajo ljudje niti poimenovati, toliko je tega. Ste se prepoznali v tej esenci? Ali pa ste mogoče prepoznali koga, ki ga poznate? Dajte s to osebo deliti ta video. Povejte ji, da obstaja pomoč pri razrešitvi njenih težav. Mogoče ji pomaga že zgolj informacija in pa narejena vizualizacija. Ta, ki jo bomo naredili zdaj. Tako da vas povabim, da se udobno namestite. Prihaja namreč vodena vizualizacija za repik. Če že imate esenco repika, je zdaj pravi čas, da jo vzamete in tudi jaz jo bom zdajle vzela, zato da se bolj povežem s to energijo.
Tako. Zdaj pa vas povabim, da se res udobno namestite, da poskrbite, da vas nekaj minutk ne bo noben motil in sledite mojemu glasu, sledite temu, kar pride skozi vas in se prepustite temu vodenju za vaše najvišje dobro. Nežno zapri oči in svojo pozornost usmeri na dihanje. Brez skrbi. Danes je varno pogledati in začutiti svoja čustva. Če vam je esenca repik pisana na kožo, jo naročite na 3x2lekarnazadušo.si. To je to. Vseh 38 esenc boste našli na mojem YouTube kanalu, kjer najdete uporabne vsebine za vaš osebni in duhovni napredek. Zato je najboljše, da kar kliknete gumb subscribe in boste obveščeni, ko bom objavila naslednji video. Z vami na tem celotnem popotovanju sem Manca Razboršek, avtorica knjige Zdravljenje čustev z močjo cvetnih esenc, kjer je tudi podrobnejši opis vsake esence posebej, vključno z repikom, in pa sem tudi kreatorka oziroma ustvarjalka prvih slovenskih cvetnih esenc pod imenom Slovesens. Želim vam prijetno raziskovanje sebe skozi podporo cvetnih esenc. Čau, čau!